Dober večer. Nocoj v oddaji Poslansko vprašanje gostimo sevniškega poslanca iz vrst Slovenske ljudske stranke, Romana Žvegliča. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Poglejte, gospod Žveglič, v nedeljo je padel družinski zakonik na referendumu. Ste pričakovali tak rezultat? Ko sem gledal, kakšna je volilna udeležba, moram reči, da sem to pričakoval. In kaj smo? Kako pa mislite, da bo vlada pravzaprav zdaj uredila to področje, ker vendarle vemo, da po padcu na referendumu se vsaj eno leto istega zakona ne sme dati v proceduro? Ja, zdaj se pravi je ta status quo. Voljo volivcev je treba spoštovati, če nam paše ali če nam ne paše. Na kakšen način se bo zdaj vlada k tem postopila, ne vem, ampak jaz mislim, da bo tiste stvari, ki so v redu v tem družinskem zakoniku zadržala, se pravi, da ne bo odkrivala tople vode. Mogoče pa res na teh parih spornih členih pa naredila neko drugo rešitev ali v drug zakon, kajti ne vem, če ima smisel v teh težkih časih, da bi se seveda še ukvarjali s to čisto tako temo, kot je ta bila. Ne vem, če nam kaj koristi. Tudi sam družinski zakonik in tudi tako nasploh, jaz mislim, da niso problem otroci. V tem družinskem zakoniku so seveda le nekateri starši hoteli imeti nekaj več. No, sicer je ravno tako v nedeljo še ena posavska občina sosednja dobila novega župana. Kako ocenjujete pravzaprav nekako popotnico po eni strani, ki jo je nasledil, in pa seveda menite, da boste kot poslanec lahko sodelovali z njim? Z novim županom v Krškem seveda. Ja, z Miranom mislim, da ja, sej se poznamo že veliko let, tudi z iste stranke, čeprav sej tukaj, če si z iste stranke, ne pomeni, da lahko tudi to sodelovanje je kakšno dobro, bolj pomembno je, se pravi, kako je človek, kako gleda na stvari. Miran je gospodarstvenik, tak človek enostavnih rešitev in tukaj smo si podobni. No, poglejte, v parlament ste se uvrstili, da tako rečemo, naknadno, z malce zamude. Kot surogat, ali nadomestek. Tako, ko je bil na mesto ministra imenovan vaš strankarski kolega, gospod Franc Bogovič. Ste bili razočarani, da vam volivci že recimo v prvem niso namenili dovolj glasov, da bi se uvrstili neposredno? No, gled, en del razočaranja je bilo tudi na račun tega, da je stranka dobila samo teh slabih 7%. Jaz osebno smo pričakovali, da bo dobila tudi v državi malo več, pa tudi v Sevnici sem pričakoval, da bomo dobili malo več. Dobro smo delali, bil sem poznan tudi kot kandidat, ampak kaj, tukaj je zopet isto. Volivci imajo prav, tako so se odločili, niti nisem v tistem momentu več to pričakoval, da bi se še lahko bilo, kajti v teh prvih fazah seveda smo razmišljali o tem, da bo stranka del vladajoče koalicije, da bo Franci kmetijski minister in da če se tudi direktno uvrstim, sem potem to jaz na vrsti. To smo pričakovali. Ni se to zgodilo v teh prvih varianti, si je seveda v drugi, čeprav potem v situaciji danes, ki jo gledamo v državi, kakršna je in tako naprej, se ne vem, ali bi se tega veselil ali se ne bi, ampak pač to sem se izpostavil, to sem hotel, to moram tudi vzeti. No, sicer ste pa dolgoletni predsednik sindikata kmetov. Vemo, da kot poslanec naj bi zastopali interese vseh državljanov in ne zgolj ene interesne skupine. A lahko recimo volivcem date kakršnokoli zagotovila, da ne boste recimo na prvo mesto dajali interese kmetov? Ne, gledajte, na prvo mesto treba dati interese države in državljanov. Seveda kmetje so pa tudi del te države in državljanov, tudi podeželje ga je kar precej v Sloveniji in jaz seveda moram reči, da sem dobil potem, ko sem prišel kot ta nadomestni poslanec v Državni zbor, toliko čestitk, toliko želja. Prav ti kmetje podeželjani so se prav razveselili tega, da sem prišel v Državni zbor, tako da se kar malo bojim teh njihovih velikih pričakovanj. Ampak vendarle vi ostajate, oziroma ostaj začasno, ste še vedno predsednik sindikata kmetov? Ja, jaz sem še, se pravi, 2 leti je še ta moj mandat traja. Zdaj sem predal pooblastila podpredsednikom za to delovanje. Jaz sindikata kmetov ne bom vodil v tem smislu, da bi ga zastopil in tudi v javnosti zagovarjal teh stališč. Bom pa se prav v bistvu pomagal še tudi tem delu, kakor bom pač lahko tudi skozi organe, v katerih delujem.
No, v teh dneh vlada pripravlja rebalans proračuna, kjer bo močno zarezala na vsa področja, verjetno tudi v področje Ministrstva za kmetijstvo. Vemo, da je na ravni predvsem Evropske unije kmetijstvo dolga leta pravzaprav imelo nekako nedotakljiv status, kar se tiče količine proračuna. V zadnjih letih se pa to vendarle spreminja in so že v prejšnji vladi bil napovedan precejšnji rez v kmetijstvo. Kje mislite, da je kmetijstvo pravzaprav sploh še, če sploh možno varčevati? No, se pravi, kmetijska politika je v Evropski uniji edina politika, ki je najbolj regulirana in najbolj dosledna, ne? Ali pa bom rekel, s temi regulativi narejena, tako da kaj veliko se tukaj ne da spremeniti. Sploh v teh 2 letih so zakonske osnove za črpanje teh sredstev. Tukaj jaz mislim, da se tudi država ne more zdaj v ta postopek iti, kajti če bo šla v zmanjševanje tega, tukaj se prav ne bo privarčevala na svoje ravni, ampak bo denar pustila v Bruslu. Vemo, da se 90% teh sredstev, ki jih kmetje pač dobimo, pride iz evropske blagajne. Prej pa seveda naša država plačala v evropsko blagajno, tako da tu varčevanje na tem področju bi bilo seveda neumnost. Lahko pa seveda na delu kmetijstva varčuje na službah, na birokraciji, to je pa tudi vse, kar ima. Pa se vam zdi, da bi bilo na teh točkah potrebno varčevati? Recimo, menite, da je tukaj še nekaj rezerve? Ne, varčevati je potrebno na vseh točkah in tudi mislim, da je nekaj rezerve tudi na teh delih. Ne. No, vemo, da Slovenija v zadnjih letih ne dosega, za razliko od nekaterih ostalih držav Evropske unije, recimo prav visokega nivoja prehranske samooskrbe. Kakšne ukrepe bi po vašem mnenju vlada, če sploh lahko kakšne, sprejela, da bi recimo ta nivo povečala? Glejte, seveda lahko, ne? Lahko z drobnimi koraki in predvsem z spodbujanjem tega kratke verige, kratke prodajne poti od kmeta do potrošnika. Ne? In imamo tudi v Sloveniji kar nekaj dobrih praks, ne nazadnje tudi tukaj v bližini, tudi v mojem volilnem okraju, kmečka zadruga Sevnica izredno dobro to stvar dela in pokriva in ta model se pravi treba prenesti tudi v ostale sredine. Tukaj pa tudi ni potrebno ne vem kaj veliko državnih sredstev za to. No, ampak najbrž se tukaj še vedno pojavlja težava nekako med kmetom in trgovcem, predvsem kar se tiče manjših dobaviteljev. Če želimo prehransko samooskrbo, moramo spodbujati najbrž tudi manjše dobavitelje, ampak vemo, da ti ponavadi pri velikih trgovcih izvisijo. Zato sem pa rekel, da je treba najti to novo pot mimo teh velikih trgovin. Kajti zadruge v preteklosti so predvsem delale na to, na kakšen način bodo kmetu kot svojemu članu priskrbeli poceni repromaterial, ne pa kako mu bodo njegov pridelek spravili do potrošnika z čim krajšo potjo in se pravi z čim manj balasta obesenega na ta pridelek. No, vemo, da je v Sloveniji tudi zaradi naravnih danosti velikih kmetijskih predelovalcev relativno malo. Je zaradi tega Slovenija s kmetijstvom sploh lahko konkurenčna? Je konkurenčna zelo težko, ne? Kajti imamo se prav razdrobljeno posest, imamo tudi zelo malo njivskih površin, ne? Vendar ni tukaj treba biti toliko pozoren pa previden, da v primeru, gledajte, saj tudi Evropska unija ni rečena, da bo to večna tvorba. Saj smo tudi v zgodovini že imeli take velike tvorbe od Avstro-Ogrske, Jugoslavije in še česa drugega, pa so seveda razpadle. Naj se zgodi tudi še kakšne bolezni, tudi kakšne težave z energetiko in tako naprej. In zato je potrebno to neko prehransko varnost, med drugimi varnosti imamo recimo poleg energetske in obrambne, tudi na tej dati veliko pozornost. Se vam potem ne zdi, oziroma se ne bi mogli strinjati s kritikami, da je država v preteklosti vseeno preveč denarja vlagala v kmete, ki so povsem nekonkurenčni na trgu? Ja, zdaj, odvisno s katere strani seveda se gleda, vendar mogoče ne v kmete, ki so tukaj nekonkurenčni. Premalo je spodbujala to konkurenčnost in preveč se je gledalo na to, da imamo pač 280 tisoč ljudi v Sloveniji kmetijsko zemljo, ne, in smo premalo šli na združevanje in na to samo konkurenčnost, kot je. Preveč se je samo pač gledalo v tej smeri, da pač je vsaka kmetija dobila neka sredstva, tista iz teh neposrednih plačil,
ni se pa spodbujalo povečevanje posesti, pa boljša organiziranost. Vendar tudi ta stvar ni problem. Čim bo cena malenkostno zrasla, pa če bo cena boljša, potem se pravi, če se bo kmetovanje splačalo, potem se pravi, se bo tudi prehranska veriga zboljševala. Boste kot poslanec predlagali kakšen ukrep, zakon na tem področju? Ja, bom. Ja, že drugi teden bomo vlagali tudi spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je velja šele pol leta dobrega, ampak pa ima kar precej teh anomalij noter, tako da že kot poslanec že drugi teden skupaj z poslansko skupino in ostalimi poslanci vlagam v proceduro zakona o spremembi kmetijskih zemljišč. O katerih anomalijah govorimo, kaj vas najbolj moti? Tam noter je ta tako imenovana nadomestilo sprememb kmetijskih zemljišč, ki je ustavil v bistvu in razvoj in gradnje, tudi kmetom nalaga plačilo spremembe namembnosti. Res pa je, da je stvar taka, da je bilo potrebno plačati na kompletno parcelo in tukaj so potem prihajale velike vsote, ali si mogel razparcelirati in zopet daje denar geodetski službi, tako da te zadeve bomo odpravljali. Pa tudi tam še neka stvar pri vrstnem redu prednosti pri nakupih kmetijskih zemljišč. No, v preteklih tednih smo spremljali zgodbo delavcev Radeč papirja iz občine, ki je relativno blizu vaši Sevnici. Vemo, podjetje bo šlo v stečaj in v zadnji fazi pravzaprav je bila krivda tudi na strani bank, ker niso odobrile tega posojila, ki bi ga podjetje, ki sicer dobro poslovalo, potrebovalo. In seveda to je odprlo zgodbo o tem, da v Sloveniji še vedno vlada močan kreditni krč. Kako pravzaprav menite, da bi lahko to razrešili, skratka kreditni krč? Ja, kreditni krč, če se bi ga dalo odpraviti z dekretom, ne, ali pa z zakonom, bi seveda to naredila že prejšnja vlada ali pa tudi zdaj ta, ali parlament. Vendar pri kreditih gre seveda stvar za zaupanje in za to, ali si ti ta kredit potem sposoben vrniti. Ne. Jaz nisem prepričan, da je to podjetje tako dobro poslovalo, če seveda ne more dobiti 2 milijona ali pa 3 milijone evrov kredita. Ne. Recimo ena Krka ali pa Akrapovič nimajo teh težav. Ne. Se pravi, res pa je, da seveda so vse banke v Sloveniji poslujejo zadnja leta negativno, da čistijo vse svoje bilance in meni je najbolj neumno to, da so te iste banke dajale denar za papir, ampak ne za papir kot njihovo proizvodno, ampak za delnice, da so lastniki delali odkup te firme, ne, potem danes, ko pa je zadeva, se pa več ne morejo zmeniti pa za to, da bi dali denar za razvoj proizvodne. Meni je prav žal, da je ta scenarij se v Radečah naredil, ne nazadnje precej naših občanov in tudi mojih znancev dela v tej fabriki, delali so dobro in niso oni krivi, vendar za ta situacijo je krivda izključno na strani lastnika in poslovodstva v tej fabriki. No, ampak dejstvo je, da bo zdaj kar precej ljudi v regiji, ki vseeno ima težave z zaposlitvami, ostalo pravzaprav brez služb. Kako velik udarec bo to za to regijo? Definitivno bo velik. Saj ni samo vezano tisti, ki so tam noter zaposleni, tukaj še en kup enega drugega suporta. Sam še enkrat poudarjam, očitno je zadeva bila tako daleč pripeljana, da ni bilo več pomoči. No, ampak a menite, da bi bilo potrebno bankirje, ki so odobravali tako imenovane tajkunska posojila in kredite, kot ste že omenili, za ta odkup delnic, nekako pravzaprav poklicati tudi k pravni odgovornosti? Definitivno. Definitivno, pa tudi pobrati jim, ne vem, licence, ki jim jih je Banka Slovenija da lahko vodijo banke, ne, in teh ljudi je treba spustiti samo z kreditno kartico do bankomata, banko pa sploh ne več. Pa menite, da obstaja neka politična volja, da bo do tega prišlo, ali je to samo raven demagogije? Politična volja po moje je, ne, in tudi bo. Samo druga stvar je potem vprašanje, kako to skozi pravni red in skozi ves sodni sistem to stvar pripeljati. Sej pri nam se nobena stvar, sej poglejmo, za 124 evrov si ob hišo, pa ne glede, da bi odobravo, da se ne plačujejo računi, ne, za milijone in milijone evrov, ne, pa tako kot je nekdo že enkrat rekel, nikomu ništa. Ne. Menite, da bi bilo potrebno v javnem sektorju javne uslužbence odpuščati in jim zmanjševati plače?
Glejte, javni sektor bi moral biti predvsem bolj učinkovit in na tej skupni ravni masi plač je zato treba dati manj denarja. Ne. To je zdaj dejstvo, kajti če pogledamo situacijo v državi, da slabih 600 tisoč ljudi dela, ne, ali pa bomo rekel, plačuje prispevke in davke, od tega jih je 170 tisoč na čistem proračunu, 200 tisoč jih je na minimalni plači, se pravi, samo 200 tisoč je na neki dodani vrednosti. Ne. In v državi je seveda nekaj potrebno narediti, kajti s tem to, kar poberemo, več to ne moramo financirati. No, ampak vseeno se zdi, da ko se govori o javnem sektorju in o potrebah po varčevanju, se velikokrat govori o tako imenovanih birokratih, ki bi morali biti bolj učinkoviti. Po drugi strani pa vemo, da velika večina javnega sektorja pravzaprav predstavljajo oziroma javnih uslužbencev predstavljajo šolniki, pa zdravstveni delavci in tako naprej. Torej, vseeno me zanima, če menite, da je tukaj neko načrtno nerazumevanje, da se hkrati poskuša pridobivati politične točke na vprašanju javnega sektorja, ali je tukaj dejansko nekaj treba storiti? Eno in drugo. Eno je seveda politične točke, saj moramo vedeti, da smo politiki in se gremo politiko, in je tukaj tudi nekaj demagogije, to je lahko čisto vsem jasno. Po drugi strani pa seveda to državo potrebno nujno utiriti v tirnico, da bo se obdržala in da bo ostala kot država. Drugače nam seveda ni pomoči, kajti če imamo na letni ravni 2 milijarde evrov manj, kakor se prav potrošimo, manj poberemo denarja, je to stvar potrebno zregulirati. Tako več v nedogled ne gre. Jaz sem tudi član odbora za nadzor, komisije za nadzor javnih financ, in zdaj, če pogledamo, mi smo dali 680 milijonov na letni ravni samo za obresti proračuna, za investicije pa 1,5 milijarde. Ta stvar je že tukaj v samem dejstvo je tako, da bode to že v oči, da damo pol toliko, kot za investicije damo za obresti in več, mi smo čisto na grški poti. In jaz pravim, da če ta vlada ne bo to naredila v tem prvem letu, po volitvah, in če ne bomo to zarezali takoj, potem seveda lahko imamo možnost, da se zadeve popravijo v naslednjih letih, potem, če tega nismo sposobni zdaj letos to narediti, bolj da odstopimo takoj. Ukolikor se to stvari ne speljamo, da vztrajamo na oblasti zato, da smo na oblasti in da v tej resni situaciji ne utiramo to stvar v pravo, ne glede potem na rezultat na volitvah, mi moramo to državo rešiti. No, omenili ste te precejšnje reze, ki se zdaj napovedujejo oziroma postajajo vse bolj jasni. Kot sindikalisti imate dolgoletne izkušnje tako pogajanj z vlado in tako naprej. Kako ocenjujete raven trenutne stopnje pravzaprav socialnega dialoga? Menite, da bo sindikatom kmalu prekipelo, pa govorimo tukaj in o javnem sektorju in o zasebnem sektorju, ali menite, da pravzaprav bodo nekako uspeli najti skupni jezik? Jaz mislim, da bo težko najti skupni jezik, vendar ga bo, se pravi, mi kot politika, tudi če ne bomo v končni fazi bili usklajeni, se pravi, mi bomo to stvar mi to stvar moramo speljati, tukaj zdaj ni dejstvo, ali biti všečen ali ne biti všečen, tudi za ceno lastnega političnega propada, kajti saj tukaj ni problem obstanka ene politične opcije, tukaj moramo biti državniški. Zdaj, če bodo sindikati tudi državniški, to je pa zdaj njihova stvar. Jaz se bojim, da v tej prvi fazi seveda ne bodo, lahko pa seveda tudi oni prevzamejo vodenje te države. Pa vseeno pričakujete recimo proteste, stavke? Da. Jaz to pričakujem, kajti to je logično, to je tudi čisto normalno. Vsak se bori za svojo pravico, vsak se tudi boji za svojo službo in jaz seveda samo upam, da ne bo preveliko enih demagoških prijemov z enih in drugih strani, kajti eden od sindikalistov je izjavil, da te ukrepi so za rešitev 3 Grčij. Ti ukrepi niso niti za rešitev Slovenije v tej fazi.
ta država se v tem letu mora še zadolžiti več kot za milijardo evrov, če hoče izpeljati zakonske osnove in te zadeve. Mi moramo znižati tudi standarde. Standarde v vrtcih, standarde v šolih, vse te stvari, mi se pravi, nismo tako bogati, da bi lahko to imeli, kar smo seveda zadnja leta si privoščili. Potem, če vas prav razumem, ne menite, da je vlada potegnila preostre varčevalne ukrepe v teh predlogih zdaj? Ne, definitivno ne. Bo jemala povsod in niso preostri, kajti če bi bili še bolj ostri, ne, potem bi to pomenilo, da se vladi v tem letu ne bi bilo potrebno zadolžiti še za dodatno milijardo evrov. Se strinjate, da bi bilo recimo potrebno ukiniti 2 praznika? Je to eden izmed tistih ukrepov, ki recimo prinesejo večjo gospodarsko rast? Glejte, jaz imam zelo malo praznikov. Jaz še zmeraj kmetujem in grem vsak dan zjutraj prej v štalo, ampak to uno pravo štalo z govejo živino, pa grem pa šele v parlament, bom rekel drugo štalo. Tako da tudi praznik dela, jaz ga nisem nikoli v življenju praznoval. Mi smo vedno bili takrat, ali smo bili šole frej in smo potem mogli kaj staršem doma pomagati, če pa smo bili, ko smo pa že v službi bili, smo bili pa spet frej, smo pa spet doma na kmetiji delali. Ampak ta stvar mislim, da je bolj demonstrativna. Sej v končni fazi, ne vem, če bo kdo kaj več od tega imel, država bo prišparala tisto, kolikor je javnih uslužbencev in ne bo treba plačati. Res pa je, da na drugi strani se predlaga en drug korektiv, tistih parih dni, ki bi jih pač neplačano kot delavc lahko koristil, ne nazadnje tudi za take bolniške minimalne, da ti ni potrebno iz zdravniku za en dan bolniške, ampak lahko ta dan daš, kajti s tem, ko ti greš za en dan, sicer dobiš potem to plačano, država to pokrije, ampak na drugi strani se pravi tukaj en kup enih administrativnih zadev, prijav, refundacij in vsega tega, tako da mi moramo tudi poenostaviti to državo. Ampak vseeno, ukinjanje dela prostih dni, zmanjševanje pravic, hkrati pa davčne olajšave za najbogatejše. Bi se strinjali s tistimi kritiki, ki recimo pravijo, da vlada sprejema predvsem ukrepe, ki so v interesu elit, ne pa recimo širše množice? Jaz nisem taga prepričanja. Mi moramo seveda pogledati v zadevi o tem, kdo in s kakšnimi ukrepi se prinese več sredstev v državni proračun. To je tisto dejstvo, kot sem prej rekel, se pravi tistih 200 tisoč ljudi, ki imajo minimalno plačo, to plačo je seveda potrebno dvigniti. Sej, v tem je zdaj zgodba, da bo več prispevkov, da bodo lahko ti ljudje več potrošili in bo se tudi posredno skozi to stvar pobralo več davka. Vztrajati na teh minimalnih plačah in na teh zadevah, tudi gospodarstvo, jaz mislim, da se bo moralo predvsem zdaj, če so v tem času predvsem se lastniško konsolidirali, pa denarje uporabljali za to, da so odkupovali ali pa prevzemali te podjetja, jaz mislim, da se bojo morali oni sami zavedati, se pravi menedžment, podjetniki, da je potreben razvoj, da je potreben zagon, da je potrebno dati dodano vrednost na te svoje proizvode, ki jih imajo in na ta način bo to seveda največ pomagali sebi, po drugi strani zaposlenim, ki bo imeli lahko više plače in nazadnje tudi državi. Kaj po vašem mnenju ta hip najbolj problematično in pereče vprašanje v državi? Česa bi se morala vlada lotiti takoj po sprejetju rebalansa, kar je očitno trenutno prioriteta? No, po mojem mnenju se bi morali najprej lotiti po rebalansu, kaj absolutna prioriteta je ta, da je potrebno iti v zdravstveno reformo, kajti zdravstvena reforma daje takojšnje učinke. Potem v drugi zadevi, druga stvar je zakonodaja na področju spodbud, kar se tiče davčne zakonodaje in politike, kajti če bomo bili če bomo imeli take sisteme, da bojo tudi tuji vlagatelji bili zainteresirani, da bodo prišli v to državo, potem se prav kasneje pa tudi še pokojninska zakonodaja, če bi kdo, kajti ta ne da učinke takoj, ampak jih da na daljši rok. In če bi bilo po moje, se pravi, bi vse te zadeve moral parlament narediti v tem letu. Pa menite, da bodo naleteli na odpor sindikatov? Verjetno, da. Vse to je logično. Vse to je del življenja, to je del politike.
Pa vendarle, govori se, da naj bi tako pri pokojninski reformi kot pri recimo reformi dela, morda celo zdravstveni reformi, Janševa vlada pravzaprav upoštevala neke predloge, ki jih je dala že Pahorjeva in vemo, da niso naleteli na pozitiven odziv v javnosti. No, jaz mislim, da bo predvsem Slovenska demokratska stranka imela kar določene smoke v grlu, ko bo morala zagovarjati rešitve, ki jih bo predlagala vlada, ne? Zato, ker bodo kar v nekih merih stvari podobne ali iste, kot jih je bilo, ki so bile v prejšnjem mandatu, pa so jih se prav nasprotovali, ne? Mi osebno in tudi Slovenska ljudska stranka bomo imeli tukaj manjši problem, kajti mi smo tudi kot opozicija kar precej reform podpirali. No, pa bi bolj državniški. Zasebnico, kjer ste bili izvoljeni, je recimo tretja os velikega pomena prav za vse kraje, ki so nekako bolj prometno odrezani. Pa vendarle se zdi, da ta projekt se čedalje bolj oddaljuje v prihodnost. Menite, da bo zdaj v času krize zanj sploh na voljo kaj denarja? V tem letu sigurno ne. Po drugi strani pa tisto, kar se govori, da bodo poskusili dati ali na koncesijo ali pa vlagatelje, mislim, da tudi ta stvar je nerealna, kajti če nismo ta glavni avtocestni križ dali koncesionarjem ali pa drugim vlagateljem, potem bom rekel tega vzporednega še toliko manj. Vendar mislim, da je treba iz razpoložljivih sredstev to tretjo razvojno os reševati predvsem na kritičnih točkah, ne. Se pravi, Novo Mesto proti Gorjancem, tlele iz Krškega pa od Zidanega mosta do Celja, in če se prav tam rešijo te kritične točke, s tisto ozka grla smo se prav že tudi nekaj postorili, ne. S tistimi, ne vem, viadukti in 4-pasovnicami in ne vem, najdaljšimi predori in tako naprej, pa mislim, da so to bolj pravljice. Se strinjate z gradnjo drugega bloka nuklearke? Da. Pa menite, da bo vseeno potrebno sprejeti neke prioritete, ker vemo, da v trenutnem nacionalnem energetskem programu pravzaprav je predvideno vse, ne, oziroma pač v predlogih. Skratka, in nuklearka, in TEŠ, in savske hidroelektrarne, pa zelena energija. Kaj bi po vašem mnenju moralo imeti prioriteto? No, gledajte, prioriteta je v tem situaciji seveda izgradnja TEŠa do konca. Zakaj? Zato, ker je stvar pripeljana že tako daleč, da v bistvu ni rešitve in mi točno vemo zdaj v teh težkih, mrzlih zimskih časih, ki bi tudi vodostaj nizki, ne, je stara termoelektrarna Šoštanj dala 50% energije v tej državi. Mi to TEŠ je treba sanirati nujno že zaradi izpustov CO2. Res pa je, da bi lahko bil cenejši, ampak če bi se stvari odvijale tako, kot so se takrat planirale, bi bili že danes malenkostno dlje. Druga stvar je pa seveda ta gradnja do konca elektrarn. Se tukaj v bistvu ni državni denar, to so denar gospodarskih družb ali pa firm. Nuklearka seveda jo je pa potrebno začeti počasi pripravljati, kajti vemo, da je nuklearka sicer res, da potencialno nevarna, ne, je pa v bistvu drugače najbolj čista energija in tudi najcenejša. Ste nameravali biti med tistimi poslanci, ki bi potovali v Ugando? Ne, to pa moram povedati, da ne. Jaz nisem prijavil v nobene te skupine ali ne vem kakšne, ki so tam medparlamentarne in tako naprej za to. Prvič iz večjih razlogov, jaz tudi kot sindikalist nisem veliko potoval v tujino, zato ker pač ne govorim tujih jezikov in potem se počutim po domače povedano bedasto in bebasto, ker mi mora za vsako stvar moram imeti nekoga zraven, da mi to pomaga, in nisem prijavljen v nobene te zadeve. Jaz imam se prav 3 odbore, zdaj pokrivam še odbor za finance namesto gospoda Jaka Presečnika, ki je na operaciji hrbtenice. Poleg tega pa seveda mislim še kmetovati, kajti politik kot tak si lahko zelo kratek čas in kratkega veka in iz izkušenj, ki jih poznam, da tam, kjer se hlevi izpraznijo, se težko nazaj napolnijo in ne, nisem med tistimi.
Potem vas ne bo prizadelo varčevanje tudi pri mednarodnih potovanjih in ostalih privilegijih poslancev? Ne, daleč od tega, kajti prepričan sem, da moramo tudi politiki kot taki v teh zadevi, ko se prehaja, se pravi pri tem rebalansu, prvi pokazati dobro voljo. Dobro, najlepša hvala za tale pojasnila. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa seveda hvala za pozornost. Bodite z nami tudi čez 14 dni. Lahko noč.